Ko rečemo tiho, to pomeni, da se nanaša na dogodek, kjer ne slišiš prav ničesar. In pravzaprav prave tišine ne boš doživel tukaj na Zemlji, če jo lahko občutiš v vesolju. Da, tišina vesolja. To je ena vrsta tišine zunaj našega sveta in po besedah nekaterih astronavtov, ki so to doživeli, jim je ta tišina popolnoma spremenila življenje. Aprila 2026 so 4 astronavti znova odpotovali stran od Zemlje. Še dlje kot je človek prišel v več kot 50 letih obstaja ena stvar, o kateri skoraj nihče ne ve glede te misije. V vesoljskem plovilu Orion je bil majhen predmet, ki ga je eden od astronavtov tiho vključil v svojo osebno opremo. To ni bil pripomoček, niti znanstveni instrument, ampak Biblija. Ta astronaut je bil Victor Glover, pilot misije Artemis II. Je človek, ki ima rad znanost, a je tudi veren. Glover je znan kot kristjan. In nekaj dni pred izstrelitvijo, medtem ko je bil pred mediji in milijoni gledalcev po vsem svetu, je povedal nekaj, česar mnogi niso pričakovali. Ni govoril ni o uspehu, ne o zgodovini, še manj pa o tem, da bi bil junak. Mislim, da ko se bližamo velikonočni nedelji, razmišljamo o vseh kulturah po vsem svetu. Ne glede na to, ali jo praznujete ali ne, ali verjamete v Boga ali ne. To je priložnost, da se spomnimo, kje smo, kdo smo, da smo eno in da moramo skozi to skupaj. Namesto tega je prosil za molitev, z mirnim glasom je rekel, naj molimo za njihovo ekipo in tudi za ljudi, ki jih podpirajo po vsem svetu. Ampak po besedah Gloverja obstaja še ena težja naloga kot odhod v vesolje. In to je čakanje njihovih družin tukaj na Zemlji. Medtem ko se oddaljujejo od planeta, bodo za seboj pustili žene, otroke in starše, ki bodo vsak dan upali, da se bodo varno vrnili. Zato se je, preden je odpotoval na Luno, odločil, da bo Božjo besedo vzel s seboj v vesoljsko plovilo. Ne kot razstavo, ne za slavo, ampak kot moč za svojo dušo. Ker je vedel, da ko se bo oddaljeval več kot 252.000 milj od vsega, kar mu je poznano, tehnologija sama ne bo dovolj. Potreboval je tudi vero. Vero, da se sooči z nečim, kar ni zagotovljeno. Vero tudi, da razume kraj, ki ga je skoraj nemogoče razložiti. In vero, da ne izgubi samega sebe sredi neskončnega vesolja. Zaradi neizmernosti vesolja je lahko začutiti, kako majhen je človek. Toda za Gloverja obstaja ena stvar, ki se drži. Ne glede na to, kako daleč človek pride, Božja prisotnost nikoli ne izgine. In takrat svet še ni vedel, da bo iz tiste tišine vesolja Glover izrekel besede, ki se bodo vtisnile v srca milijonov ljudi. Preden začnemo, ne pozabite všečkati tega videa. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Najlepša hvala in zdaj začnimo. Kljub temu je misija Artemis II sestavljena iz Narit Wiseman, Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Hansen. 4 ljudje, ki so vložili veliko treninga, utrujenosti in žrtvovanja za eno najpomembnejših vesoljskih misij 21. stoletja. Na krovu vesoljske ladje Orion so se podali na pot. Potovali so dlje kot skoraj vsi ljudje v zgodovini. Presegli so nekatere stare rekorde, postavljene v času misije Apollo. Več dni so lebdeli med Zemljo in zvezdami. Obdajala jih je tišina, ki je na Zemlji ni mogoče izkusiti. In po besedah številnih astronavtov je občutek povsem drugačen, ko vidiš Zemljo s tako velike razdalje. Takrat nenadoma spoznaš, da so vsi človeški problemi, kot so vse vojne, ves denar, države, vsa zgodovina človeštva pravzaprav zbrani na eni majhni in svetli krogli, ki lebdi sredi izjemno temnega vesolja. Ko to vidiš s svojimi lastnimi očmi, se nekaj v tebi spremeni. Dolga desetletja so številni astronavti poskušali opisati to izkušnjo, a skoraj vsi pravijo isto, ni preprosto lepo. Namesto tega naj bi pretreslo tvojo dušo, ker prvič vidiš, kako majhen je človek in kako neskončno je Božje stvarstvo. In v tišini vesolja nekateri astronavti pravijo, da so tam začutili nekaj, kar je dolgo spalo v njih. Kot da bolj, ko se oddaljujejo od Zemlje, bolj razmišljajo o globljih vprašanjih, o življenju, obstoju in o samem Bogu. Kljub temu pa je, kot da v trenutku vidiš svet skozi Božje oči. In ko se to zgodi, nikoli več ne boš enak. Tvoj pogled na življenje se spremeni. Tvoje razumevanje vere se spremeni in bolje razumeš, kako majhen je človek v tako ogromnem stvarstvu.
In enako se je zgodilo tudi posadki Artemis II. Ko so opazovali Zemljo s tako velike razdalje, se je nekaj v njih prebudilo, kot da je nekdo dolgo čakal na tisti trenutek. In to, kar so naredili po tej izkušnji, je pravo srce te zgodbe. Toda preden nadaljujemo, se moramo najprej vrniti k eni stvari, kajti to ni prvič, da se je kaj takega zgodilo v vesolju. Na Božič leta 1968 je Apollo 8 prvič obkrožil Luno. To je bil prvič v zgodovini, da je človek obkrožil Luno. In medtem, ko jih je obdajala tišina vesolja, so astronavti naredili nekaj, kar je pustilo pečat v srcih milijonov ljudi. Iz vesolja so prebrali celemu svetu prve besede iz prvega poglavja prve Mojzesove knjige. Po svetem pismu je na začetku Bog ustvaril nebo. In zemljo, preproste so bile te besede. Toda tisto noč so milijoni ljudi jokali, ko so poslušali. Kajti prvič v zgodovini, ko je bil človek tako daleč od zemlje, se niso odločili govoriti o znanosti, ne o politiki, ne o tehnologiji, ampak o Bogu. In le leto kasneje, leta 1969, je Buzz Aldrin skupaj z misijo Apollo 11 pristal na Luni. Toda preden je naredil prvi korak na Lunino površje, preden so kamere vse posnele, je najprej tiho naredil nekaj. Vzel je kruh in vino. Potem, ko je bil sam v tišini Lune, je prejel obhajilo. Medtem, ko je bil na Luni, si je potiho prebral Jezusove besede iz Janezovega evangelija. Po Jezusovih besedah, jaz sem vinska trta, vi pa mladike. Po nekaterih poročilih je NASA svetovala Aldrinu, naj ne bere Biblije na glas zaradi morebitnih pritožb ali tožb. Toda, ne glede na to, kaj pravijo drugi ljudje, nič ne more ustaviti vere, ki je v človekovem srcu. In po mnenju mnogih je bila prva hrana in prva pijača, ki sta bila zaužita na Luni, simbol Kristusovega telesa in krvi. Ko je prišla misija Apollo 14 2 leti kasneje, so na Luno vzeli več kot 300 miniaturnih svetih pisem na mikrofilmu. Približno 100 teh jih je dejansko prispelo na Lunino površje. Ta projekt je izvedla Apollo Prayer League. In v verzu iz Marka 16, ki pravi: Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Potem je sledila misija Apollo 15, tam je James Irwin doživel zelo globoko duhovno izkušnjo. Medtem, ko je hodil med gorami in kraterji na Luni, ga je nekaj zelo globoko zadelo v srce. To mu je popolnoma spremenilo smer življenja. Kasneje je rekel po besedah Jamesa Irwina: Bog živi ne samo na Zemlji, ampak tudi na Luni. Ko se je vrnil na Zemljo, je zapustil NASA in preostanek svojega življenja posvetil oznanjevanju evangelija. Vendar pa je po mnenju mnogih nekaj posebnega pri tem, kar se je zgodilo na misiji Artemis II. Bilo je bolj osebno, bolj resnično in je prihajalo naravnost iz srca. Kajti tokrat niso brali pripravljenega scenarija, niso imeli pripravljenega govora. Medtem, ko so bili na poti med Zemljo in Luno, je posadka posnela slike, ki jih ta generacija zagotovo ne bo nikoli pozabila. Pogled na Zemljo, ki se počasi dviga za Luninim obzorjem. Kot majhen moder dragulj, ki lebdi sredi neskončne teme. Videli so tudi sončni mrk z vidika, ki ga je v zgodovini videlo zelo malo ljudi. In ko so prečkali oddaljeno stran Lune, se je pred njimi pojavilo ogromno kraterjev. Te slike ponovno spominjajo, kako obsežen, kako lep in koliko skrivnosti še vedno skriva to vesolje. Toda slike niso bile najpomembnejši del misije, temveč to, kako je ta misija spremenila astronavte same. Kajti medtem, ko so bili sredi svojega potovanja, je prišel trenutek, ko je posadka spontano zaprosila, da bi spregovorila celemu svetu. Brez scenarija, brez ukazov, nihče jih ni silil, da to storijo. In dan, ki so ga izbrali za to, ni bil navaden dan, bil je velikonočna nedelja. Velikonočna nedelja je dan spomina na vstajenje Jezusa Kristusa. To je dan zmage, življenja nad smrtjo. In za mnoge kristjane je to tudi glavni vir človekovega upanja. In prav na ta dan, medtem ko so lebdeli sredi neskončnega vesolja, je posadka Artemis II prosila za priložnost, da spregovori z ljudmi na Zemlji. To ni bilo del uradnega urnika, tudi v načrtu poleta tega ni bilo. Pobuda je prišla neposredno od njih samih. Medtem ko so z velike razdalje opazovali stvarstvo, so se v njih nenadoma prebudila čustva. Kot da bolj ko vidijo širino vesolja, bolj občutijo nekaj, kar je zelo težko opisati z navadnimi besedami.
Občutek osuplosti, ponižnosti in globoke hvaležnosti. In v tistem trenutku je znova spregovoril Viktor Glover. On je tudi astronaut, ki je v vesoljsko plovilo Orion prinesel svojo osebno Biblijo. In njegove naslednje besede so se vtisnile v srca mnogih, ki so jih slišali. Po besedah Viktorja Gloverja verjamem, da so dnevi kot je ta pomembni. In medtem, ko smo bili zelo daleč od Zemlje, ko smo opazovali lepoto stvarstva, je eno najpomembnejših spoznanj zame tukaj to, da Zemljo vidim kot celoto. Te besede zvenijo preprosto, toda ko pomisliš, kje jih je izrekel, nenadoma dobijo zelo globok pomen. Ker medtem, ko je govoril, je bil na tisoče milj stran od Zemlje, obdan s tišino vesolja in je videl celoten svet kot en sam majhen planet. Kasneje je Glover sam priznal, da teh besed ni pripravil naprej, ni načrtoval, da bo tako govoril. To ni bilo napisano v scenariju, to ni bilo zapisano. To je prišlo naravnost iz njegovega srca. Kot da je, medtem ko je gledal celotno stvarstvo pred seboj, nekaj zadelo naravnost v njegovo dušo. In edino, kar je lahko storil, je bilo, da je povedal, kar resnično čuti. Lepota stvarstva. To je vedno znova poudarjal. Ne tehnologija, ne dosežek, ne zgodovinsko pomembna misija, ampak lepota stvarstva, ki ga je ustvaril Bog. In v tej njegovi preprosti odločitvi je bilo zelo lepo sporočilo. Kar pomisli, medtem ko je bil na enem izmed največjih dosežkov, ki jih je ustvaril človek, obdan z najsodobnejšo tehnologijo na svetu, bi lahko govoril o katerikoli znanstveni temi. Lahko bi govoril o inženirstvu, misiji na Luno, navigacijskih sistemih ali prihodnosti vesoljskih potovanj. Ampak tega ni izbral. Izbral je, da pove o preprostem čudenju človeka, ko gleda na Božje stvarstvo. In to ima globok pomen glede človeškega srca. Kot da to kaže, da ne glede na to, kako zaposlen je svet, ne glede na to, kako glasen je vsakdanji hrup življenja, obstaja resnica, ki je skrita v vsakem človeku. Resnica, ki jo včasih prekrivajo stres, delo, težave in hrup sveta. Toda, ko se soočimo z nečim resnično veličastnim, resnično lepim in resnično svetim, se ta resnica nenadoma znova prebudi. In pri tem se Gloverjeve besede še niso končale. Ko se je vesoljsko plovilo približevalo točki največje bližine, je delil še eno sporočilo, ki je še bolj zadelo srca poslušalcev. Omenil je Jezusovo zapoved, ki jo je dal pred skoraj 2000 leti. Po Jezusovih besedah, ljubi Boga in ljubi svojega bližnjega in pomisli na to. To je povedal, medtem ko je iz vesolja gledal na Zemljo. Od tam ne vidiš meja, ni zidov, ni zastav, ni političnih delitev, samo en planet, en dom, ena človeška družina. V tistem trenutku se je Glover odločil, da bo celemu svetu spomnil na eno najpomembnejših Kristusovih naukov. Ljubite drug drugega. In ko so te besede prihajale iz globokega vesolja, se je zdelo, kot da je njihov pomen še globlji. Kaj ti od zgoraj jasneje vidiš nekaj, kar pogosto pozabimo tukaj na Zemlji. Da smo vsi ljudje enaki, da vsi živimo na istem planetu in da smo vsi odvisni od istega sveta, ki nam daje življenje. Sčasoma se zdi, da je svet vse bolj razdeljen. Več je jeze, več je sporov, več je razdora. To, da je astronaut iz vesolja, nas ponovno spominja, kaj je resnično najpomembnejše. Ljubezen drug do drugega. In še eno stvar je delil, ki je še bolj pokazala, kako zelo ga je ta izkušnja zaznamovala. Zemljo je opisal kot vesoljsko plovilo. Po besedah Gloverja je to kot čudovito vozilo, zasnovano kot dom za življenje, sredi neskončnega kozmosa. A obstaja ena velika razlika. Ni ga ustvaril človek. Noben človeški inženir tega ni ustvaril, nobena tovarna tega ni zgradila. Po Gloverjevih besedah ga je ustvaril Bog, da bi bil dom njegovih otrok. Zemljo obdaja atmosfera, ki ščiti vse življenje na njej. Ima vodo, ki daje življenje vsakemu bitju. Obstaja dež, ki se vedno znova vrača in vsako leto omogoča rast pridelkov. In vse to deluje v izjemno natančnem ravnovesju. Tako natančno, tako občutljivo, da bi že majhna sprememba v nekaterih od teh stvari lahko pomenila, da življenje ljudi na Zemlji ne bi bilo več mogoče. In medtem, ko je Glover opazoval Zemljo od zunaj, ko jo je gledal, kako lebdi sredi teme vesolja, mu je postalo nekaj zelo jasno. Da je nekdo vse to zasnoval, da je nekdo premislil vsako podrobnost, da je nekdo pripravil ta svet za človeka, še preden smo se rodili. In po njegovih besedah so sledi te ljubezni vidni v vsakem delu stvarstva, v natančnem gibanju letnih časov.
v dežju, ki pada z neba in daje življenje zemlji, v kisiku, ki ga vsak dan dihamo, ne da bi sploh pomislili na to, in v vsakem sončnem vzhodu, ki nas znova in znova opominja, da se svet še naprej vrti po svojem načrtu. Za Gloverja je vse to videti kot dokaz Božje zvestobe svojemu stvarstvu. Ni Glover ni bil edini, ki je tistega velikonočnega sporočila delil duhovni razmislek. Tudi Jeremy Hansen je spregovoril o sporočilu, ki ga je navdihnil Jezusov nauk. Po nekaterih poročilih je poudaril pomen ljubezni in enotnosti med ljudmi. Ker je zanj ta misija ni zgolj doseganje novega tehnološkega dosežka, njegov pomen je še globji. To naj bi bil opomnik o tem, kdo smo v resnici kot ljudje, da kljub različnim državam, kulturam in prepričanjem, človeštvo še vedno deli eno upanje. In medtem ko so lebdeli sredi vesolja, so še bolj jasno začutili posebno vrsto ljubezni, ki nima meja in ni nobena razdalja ne more preprečiti poti. Ljubezen, ki je tako obsežna kot vesolje okoli njih in tako resnična kot zemlja, ki jo vidijo pred seboj. A čeprav so bili ti trenutki že zelo težki, jih je čakalo še nekaj hujšega. Medtem ko se je polet vesoljske ladje Orion nadaljeval, je posadka zlova posnela slike, ki se bodo zagotovo vtisnile v spomin celotni generaciji. Postopno prikazovanje Zemlje izza Lune, kot majhen modri dragulj, ki se dviga iz teme vesolja. Toda potem je prišel trenutek, ki ga svet ne bo nikoli pozabil. Naslednji dan je vesoljsko plovilo Orion vstopilo na oddaljeno stran Lune. To je del Lune, kjer izgine vsa radijska komunikacija z Zemljo. Ko si tam, se signal popolnoma prekine. Ni klicev, ni prenosov, ni načina, da bi te kdorkoli na Zemlji slišal. Približno 45 minut so bili tisti 4 astronavti najbolj osamljeni ljudje v zgodovini človeštva. Predstavljaj si to, brez stika s komerkoli, brez glasu, ki bi ga slišal, brez signala z Zemlje. Samo oni 4, kovinsko telo vesoljske ladje in tišina, ki je skoraj nemogoče razumeti za navadnega človeka. In preden je signal popolnoma izginil, je bilo še nekaj zadnjih sporočil. Zadnje besede, ki jih je svet slišal od njih. Ne tehnični podatki, ne koordinate, ne posodobitve sistema. Zadnje, kar je rekel Viktor Glover, preden je bila komunikacija prekinjena, je bilo zelo preprosto. Po besedah Viktorja Gloverja, medtem ko smo se pripravljali, da izgubimo radijski stik, smo čutili vašo ljubezen Zemlje. In potem tišina. Popolna tišina. Za 45 minut se je vesoljsko plovilo Orion skrilo za Luno. Ni bilo prenosa, ni bilo komunikacije, ni bilo nobene povezave z drugimi ljudmi v vesolju. Kasneje je Glover delil, kaj je počel v teh trenutkih, in povedal je to, kot da je to nekaj povsem običajnega in preprostega. Po besedah Viktorja Gloverja, preprosta molitev, predstavljaj si ta prizor. En človek svojo Biblijo za Luno, obdan z najglobljo tišino, ki jo človek lahko doživi. In ko izginejo vsi glasovi Zemlje, kot da ostane le en sam glas. Glas, ki ga razdalja ne more ustaviti. Tam, kjer najmodernejša tehnologija človeštva skoraj doseže svoje meje, molitev ni prenehala. Pravzaprav se zdi, da je postala še bolj resnična. Presenetljivo je pomisliti, da obstaja podobnost med tem, kar se je zgodilo na misiji Artemis 2 in misiji Apollo 8, čeprav jo loči več kot 50 let. Med misijo Apollo 8 so iz vesolja brali iz geneze med Božičem. Zdaj pa je na misiji Artemis 2 živo pričevanje vere v Kristusa bilo izrečeno med velikonočno nedeljo. Božič in Velika noč, rojstvo in vstajenje sta dva najpomembnejša praznika krščanske vere. In ob obeh priložnostih, medtem ko je človek v vesolju, se zdi, da se pogovor o Bogu spontano vrača. Kot da je nekaj vklesano globoko v človekovem srcu, kar postane bolj vidno, se prebudi, ko se soočimo z nečim, kar je resnično večno. Ker prave vere ni lahko zadržati. Ko je to resnično, če si ti tisti, ki govori, tudi če si v vesolju, tudi če si obkrožen z znanostjo in tehnologijo, tudi če te poslušajo milijoni ljudi, imajo nekateri znanstveniki za to poseben izraz. Imenujejo ga overview efekt. To je močna čustvena in duhovna reakcija, ki jo doživijo številni astronavti potem, ko to vidijo. Veliko jih se vrne na Zemljo kot povsem drugačni ljudje, bolj razmišljujoči, bolj čustveni, globje razmišljajo o življenju, medtem ko ga znanost označuje kot učinek. Za vero pa je to kot starejša in bolj sveta izkušnja.
Trenutek, ko se človekova duša nenadoma sooči z delom svojega stvarnika. In še bolj presenetljivo je to, veliko tega, kar so ti astronavti občutili in povedali, je bilo, kot da je bilo zapisano v Svetem pismu že pred 1000 leti. Glover je govoril o lepoti stvarstva. In nenadoma so te besede dobile globlji pomen, ko jih primerjamo s tem, kar je kralj David zapisal pred približno 3000 leti v Psalmu 19. Po besedah kralja Davida nebesa oznanjajo Božjo slavo in nebo razodeva delo njegovih rok. David takrat ni imel teleskopa, prav tako ni bilo vesoljskih plovil. Toda ko je pred 1000 leti zrl v nebo, je razumel isto resnico, ki jo je Glover videl skozi okno vesoljske ladje Orion. Da stvarstvo samo kot da govori, da celotno vesolje tiho priča o veličini Boga, ki ga je ustvaril. 3000 let je razlike med Davidom in Gloverjem. Njuna svetova sta popolnoma različna, različni časi, različna tehnologija. Toda spoznanje je še vedno enako. Še vedno je enako občudovanje, še vedno so enaka čustva človeka, ki se sooča z nečim tako ogromnim, da ga skoraj ni mogoče opisati z besedami. In David je napisal še nekaj, kar se zdi, da zadene še močneje. Ko vidimo Zemljo, ki je tako majhna in sama lebdi sredi ogromne teme vesolja. V Psalmu 8 je kralj David pred 1000 leti zapisal eno vprašanje in še danes se zdi, da še vedno zadene naravnost v človeško srce. Po besedah kralja Davida, ko gledam tvoja nebesa, luno in zvezde, ki si jih postavil na njihovo mesto, kaj je človek, da se ga spominjaš? Tako preprosto vprašanje. A bolj ko o tem razmišljaš, bolj se to poglablja. Kaj smo pravzaprav mi sredi tako ogromnega vesolja? Zakaj bi Bog, ki je ustvaril zvezde in galaksije, sploh opazil majhno in začasno človeško življenje? Zakaj bi ga skrbelo za tako majhen planet, ki plava sredi neskončnega vesolja? Toda po Svetem pismu mu je mar, pozna nas, spominja se nas. In ljubi vsakega človeka, ki je živel in bo še živel na zemlji. To je morda ena najlepših resnic in hkrati ena tistih, v katere je v celotnem obstoju najtežje verjeti. Da ima Bog, ki drži celotno vesolje v svojih rokah, osebno ljubezen do vsakega človeka. In še nekaj je napisal prerok Izaija, kar se zdi popolno za ljubezen. V našem času, po besedah Izaije, povzdignite svoje oči in glejte, kdo je ustvaril vse to. In prav to je naredila posadka Artemis II. Dvignili so svoje oči više kot skoraj kdorkoli v zadnjih več kot 50 letih. In ko so gledali na stvarstvo iz vesolja, se je zdelo, kot da so videli sledove stvarnika. Toda obstaja še en bolj presenetljiv del te zgodbe. V Svetem pismu obstaja zelo starodavna knjiga, imenovana Jobova knjiga. To je eden najstarejših delov Svetega pisma, napisan pred več kot 3000 leti. In v tistem času človeštvo skoraj da ni imelo jasnega razumevanja o vesolju. Obstajale so starodavne civilizacije, ki so verjele, da Zemlja počiva na velikih stebrih. Nekateri so celo trdili, da Zemlja jezdi na velikanski želvi ali mitskem bitju. To je bilo takratno prepričanje sveta. Toda v času omejenega znanja ljudi v starih časih je Job napisal nekaj, kar nas še danes preseneča. Po knjigi je Bog postavil Zemljo na ničemer. Na ničemer. Predstavljaj si to. Pred več kot 30 stoletji je nekdo napisal, da Zemlja lebdi v praznem vesolju. In 1000 let je minilo, preden je znanost dokončno dokazala, da je to res. In zdaj je Viktor Glover to sam videl s svojimi očmi. Medtem ko je bil v vesoljskem plovilu Orion in imel s seboj svojo spodnjo majico, je videl Zemljo, kako prosto lebdi sredi teme. Brez stebrov, nič je ne podpira, samo visi v vesolju. Držijo jo nevidni zakoni, ki jih je Bog postavil že od začetka. Tisto, kar je Job napisal pred 1000 leti, je ta astronaut sam videl v vesolju. In za mnoge verujoče ima to zelo globok pomen. Kako bi lahko nekdo v starih časih vedel nekaj, za kar je znanost potrebovala 1000 let, da je odkrila? Za mnoge je en sam odgovor, da je Božja beseda resnična. In potem je prišel najmočnejši del celotne misije. Trenutek, ki se je vtisnil v srca milijonov ljudi. Potem, ko je Glover videl lepoto stvarstva, potem, ko je spomnil na Jezusovo zapoved, da ljubimo svojega bližnjega, potem, ko je molil za luno sredi najgloblje tišine, je izrekel nekaj, kar je odmevalo po vsem svetu.
Po besedah Viktorja Gloverja potrebujemo Jezusa. Ne glede na to, ali smo na zemlji ali krožimo okoli Lune, potrebujemo Jezusa. In pomisli, kdo je to rekel? Ne pastor, ne pridigar, ne teolog, ampak astronaut NASA. Znanstvenik, ki je sam videl obsežnost stvarstva iz lunarne orbite. In potem, ko je videl celotno Zemljo s take razdalje, je to bil zaključek, ki se mu je vtisnil v srce, da človek potrebuje Jezusa. Kajti medtem, ko ga je obdajalo neskončno vesolje in božja veličina, mu je ta resnica postala izjemno jasna. In to je neposredno povezano z osrčjem evangelija, da Bog ljubi ta svet, ta planet, ki ga je skrbno zasnoval kot dom za človeštvo. Kljub vojnam, jezi, razdeljenosti in ponavljajočim se človeškim napakam, nas še vedno ljubi. In po krščanski veri je poslal svojega sina, da to dokaže. To je evangelij. To je dobra novica, ki že skoraj 2000 let spreminja človeška življenja. In zdaj, neposredno iz globokega vesolja, jo je ponovno oznanil en astronaut. Ne na zapleten način, ampak s preprostimi besedami nekoga, ki je videl nekaj tako ogromnega, da so običajne besede skoraj izgubile pomen. In na koncu je ostala samo še vera. In morda je to najlepši del celotne zgodbe Artemis 2. Ker ni bilo pridige, ni bilo verskega programa, ni bilo nobene agende, le človek, ki je prinesel sveto pismo v vesolje, videl lepoto stvarstva in ni mogel več molčati o tem, kar je občutil. O lepoti stvarstva, zapovedi, da ljubimo bližnjega in o človekovi potrebi po Jezusu. Vse to je bilo izrečeno z mesta, kjer izginejo meje, izginejo delitve in ostanejo le najpomembnejše stvari, Božje delo in Božja ljubezen. In če se te je ta zgodba dotaknila tudi v srcu, bi bilo lepo slišati, kaj si ti misliš o tem. Misliš, da je zgolj naključje, da bolj kot človek odhaja v vesolje, bolj pogosto pomisli na Boga? Kajti misija Artemis 2 ni zgolj znanstveni dosežek, temveč tudi opomnik za celotno človeštvo, osebna Biblija, ki je potovala skozi vesolje, velikonočno sporočilo o lepoti stvarstva, ki je spontano prišlo iz srca astronauta, Jezusove besede kot zadnje, ki jih je Zemlja slišala pred tišino na drugi strani Lune, molitev v globokem vesolju in astronaut, ki je rekel, da potrebujemo Jezusa. Več kot 50 let po Apollu 8 se je človeštvo znova vrnilo v globoko vesolje in zdi se, da je človek ponovno našel Boga. Kajti ne glede na to, kako močni so teleskopi sodobne znanosti, ne glede na to, kako daleč sega človekovo raziskovanje vesolja, še vedno niso našli planeta, ki bi bil podoben Zemlji. Niti enega, do danes ta svet ostaja edinstven v celotnem znanem vesolju. In za mnoge, ki verjamejo, to ni naključje, to je načrt, podpis stvarnika na njegovem stvarjenju. Medtem ko človeštvo še naprej išče življenje na drugih planetih, Zemlja ostaja edina, kot tihi dokaz, da jo je nekdo zasnoval, oblikoval in ljubi bolj, kot lahko človek sploh razume. In za nas je to tudi povabilo, da živimo z resnično vero v Jezusa. Čeprav nismo na vesoljski ladji Orion in ne vidimo Zemlje z Lune, lahko še vedno doživimo isto spoznanje prav tukaj v našem življenju. Vsakič, ko pogledamo stvarstvo okoli sebe, lahko vidimo sled večnega Božjega ljubezni. In prav ima Viktor Glover, potrebujemo Jezusa v našem vsakdanjem življenju, v srečnih dneh, v težkih nočeh, v zmagah in v času težav. In po sporočilu evangelija ti ni treba potovati v vesolje, da bi te Bog našel, samo svoje srce moraš odpreti. In če tega še nisi storil prej, lahko to storiš zdaj s svojimi besedami in s pravo vero v srcu. Gospod Jezus, verjamem, da me imaš rad. Verjamem, da si dal svoje življenje zame. Danes te sprejemam kot svojega Gospoda in odrešenika. Vodi moje življenje in napolni me s svojim mirom. In če si to molitev iskreno izrekel, se morda danes v tvojem življenju začenja nekaj novega. In zapomni si to, vsakič, ko pogledaš v nebo, po dnevi ali po noči, ne gledaš v prazno vesolje. Gledaš v stvarstvo, v Božjo neizmernost. On lahko drži galaksije v svojih rokah, toda njegova ljubezen je blizu tebe. Še bližje kot tvoj naslednji vdih. In ko ga potrebuješ, se samo pogovori z njim. Ne potrebuješ popolnih besed.
On sliši resnični krik tvojega srca, pa naj bo to z lunine orbite ali iz tvoje tihe sobe tukaj na Zemlji. In če te je ta zgodba navdihnila, jo lahko deliš tudi z drugimi, ki jo morajo slišati. Ker včasih je dovolj samo ena zgodba, da te prebudi in ponovno prebudi vero, ki že dolgo čaka v človekovem srcu.